Lepo pozdravljeni. Zidali bomo kulinarični most med Slovenijo in rojaki po svetu. Da nam bo šlo dobro in da bomo vedeli več, smo v našo družbo povabili profesorja dr. Janeza Bogataja. Pozdravljeni. Ja, lep dober dan želim. Vi o jedeh veste zelo veliko. Verjetno več kot tisti, ki jih imamo samo radi. Začela bova s potico, ki je tako tradicionalna, da zanjo ve še papež Frančišek. To je res, ja. Odkot pravzaprav potica? V katero stoletje bomo segli? To je zelo težko točno določiti, ker bolj, ko gremo nazaj v zgodovinski razvoj, manj nam je na voljo virov. Čeprav mnogi ljubitelji na tem področju špekulirajo, ampak v stroki pa seveda zagovarjamo stališče, da tam, kjer so viri, tam lahko zadeve postavimo dovolj jasno in glasno. Zdaj seveda moramo upoštevati za, če rečemo narekovajev, za rojstvo potice, geografsko območje Slovenije, ki leži edino tako na svetu, na stičišču Alp, Sredozemlja, Panonske nižine in sosednjega Balkana. Ampak ta sosednji Balkan ni imel nobenih vplivov na razvoj potice, medtem ko ta tri območja pa prav gotovo. Verjetno, to je hipotetično rečeno, so bili najmočnejši vplivi strani sredozemskega območja, kjer se je razvila, in zato imamo pisna pričevanja že v 11. stoletju, gubana ali gubanca, kot ji rečejo. To je v bistvu testeni zvitek z nadevom in je potem polžasto zavit in spečen. To je ta, bi rekel, goriško-furlanska gubana ali gubanca. Potem je šel ta razvoj naprej, tako da prvo oprijemljivo pisno pričevanje o zgodovini in rojstvu, tako rekoč, potice imamo razmeroma pozno, in sicer pri protestantskem avtorju in očetu slovenskega knjižnega jezika Primožu Trubarju v testamentu 1557 je prvič omenjena potica. To je en prekrasen dokument, ki nam je tudi pri zaščiti potice v Evropski uniji veliko pomagal, ker za zaščito največ veljajo pisna pričevanja, ne pa razne, špekulativne navedbe. Potem seveda se število zapisov o potici množi, ampak prvi recept je pa napisal Janez Vajkard Valvazor leta 1689. Zdaj seveda gledalci in gledalke bodo zdaj pomislili na recept, kakršne danes poznamo. To je bil bistveno drugačen recept. Bil je opisnega značaja, kar bi si želel tudi danes. Danes je vsaka žlička je posebej stehtana, ščepec soli je treba stehtati, da poveš, kaj je to ščepec. Medtem ko ta opisni recept pa pušča ustvarjalnost človeku. Skratka, to je v Slavji Vojvodine Kranjske objavil, vendar na podobo potice, kakršno poznamo danes, to se pravi testeni zvitek z različnim nadevom, slan ali sladek, zvit, potem položen v pekač, potičnik, ker nekateri rečejo potičnica, kar ni pravilno. Potičnica je trgovina s poticami, medtem ko pekač se imenuje potičnik. Se potem v tem pekaču speče in ta pekač je od 19. stoletja šele dobil značilno luknjo v sredini, kar je omogočilo boljšo prepečenost tega testenega zvitka. In prva upodobitev take potice, ali pa potice nasploh, imamo pa razmerno pozno, in sicer proti koncu 19. stoletja šele v Österreichisch-Ungarische monarhiji. To je enciklopedija Avstro-Ogrske monarhije, kjer je tudi dežela Kranjska predstavljena, in tam je poljanski slikar Šubic naslikal oziroma narisal
en velikonočni žegen in del tega žegna sta dva kolača, dve potici, ki sta v drugem planu te ilustracije. To je najstarejša upodobitev. Tudi kasneje so bile potice razmeroma malo upodobljene in nasplošno lahko rečemo, da je kulinarična tematika v slovenskem slikarstvu zelo skromno zastopana. Za razliko od drugih dežel, recimo Severne Evrope, od severa Nemčije, holandsko slikarstvo, da omenim samo dva taka primera. Potem pa je seveda ta potica vendarle se razživela, dobila vse možne dimenzije, vse možne nadeve, kaj ne? Ja, sigurno. Kot sem že malo prej tako na hitro omenil, nadevi so lahko slani ali pa sladki. Recimo med slanimi nadevi je zelo zanimiva potica ocvirkovica ali špehovka, to sta dve različni potici. Že ime pove, da ena ima noter špeh, druga pa ocvirke, čeprav to ljudje danes mešajo. In morda povemo kot zanimivost, danes zelo veliko govorimo o slano-sladkih okusih in kopiramo vse mogoče svetovne neumnosti z tega področja. Imamo pa v lastni dediščini en tak primer in to je recimo potica špehovka ali ocvirkovica, ki so jo nekateri naši predniki uživali tudi po sladkano. To je zanimivo. Se pravi, bila slana potica z mesnim nadevom, tako rekoč, ker ocvirki so mesni nadev, isto slanina ali špeh in so jo tudi posladkali. V nadaljevanju, profesor dr. Janez Bogataj, bomo videli, kako naši rojaki, naši mladi po svetu pečejo potico. Mene pa zanima, kateri okus je za vas najboljši? Ja, to je tako značilno novinarsko vprašanje. In moram reči, da mi smo se doma vedno držali pravila, da je treba uživati jedi glede na letne čase. Že prvi zapisi o potici, dokumentirani zapisi, govorijo o tem. Se pravi, Valvazor pravi, orehova potica je značilna za Božič, recimo. Pehtranka je bolj značilna za Veliko noč. Zakaj? Zaradi tega, ker takrat okrog Velike noči, posebej če pade ta lunarni praznik bolj na pozen datum, je pehtran že pogledal iz zemlje in svežga lahko naberemo. Danes ga ljudje zmrzujejo in ne vem kaj še vse z njim delajo. Ampak vedno je treba uživati potico glede na letni čas. In v eni od monografij o potici, ki sem jo pred leti objavil, sem tudi napisal, katera potica je najbolj primerna za določen mesec in katera potica je najbolj primerna za določen praznik. In med te praznike sem vključil tudi državne praznike, ne samo iz cerkvenega koledarja, tudi državne praznike, ker sem trdno prepričan, da seveda v Sloveniji še nimamo izoblikovanih ritualov ali obredi, lepše rečeno, za praznovanje državnih praznikov. Tako da zdaj, če nadaljujem tisto, kar ste me vprašala, pri nas doma smo občasno in mama spekla za Božič tudi mandljevo potico ali pa lešnikovo, ker smo imeli na vrtu dva prekrasna lešnika, ene posebne sorte, malo večji so bili, in lešniki so lažje prebavljivi tudi v želodcu. Potem seveda za novo leto smo včasih tudi s čokoladnim nadevom, to je že bolj inovirana, bi rekel, potica, vsekakor zelo dobra tudi. Potem v pustnem obdobju pa seveda ocvirkovca ali pa špehovka, kar je spet značilno, ker vemo v pustnem času, pustni čas je zadnji termin v vsakem letu, ko se še poudarjeno mastne in mesne jedi uživajo. Zakaj? Zaradi tega, ker potem od pepelničje srede naprej se je po starem začel post.
dolgo postno obdobje in potem seveda spet velika noč, ker je bila miza primerno, bi rekel, bogato obložena. V nadaljevanju, profesor dr. Janez Bogataj, si bomo pogledali, kako mladi v Slomškovem domu v Buenos Airesu pečejo potico. Ja, to sem zelo vesel, da bodo številni gledalci in gledalke po svetu lahko to videli. Posebej še zaradi tega, ker v sodobnem svetu, seveda zlasti med mladimi, je zelo, zelo pomembno, da znamo jim približati naše prehranske značilnosti, tisto, kar je del naše istovetnosti ali identitete, če uporabljam to tujko. Namreč tudi doma v Sloveniji premalo gradimo na teh zadevah, ne? In ko pa mladina spozna ne samo okuse, ampak cel postopek, zgodbo, kot temu rečemo, ne? To je pa seveda odlična, bi rekel, tudi odličen pedagoški korak, ne? Ki zagotavlja, da bo tudi v naslednjih desetletjih in upam stoletjih slovenska gastronomija ustrezno razpoznavna. Upamo, da bo tako. Upamo. Na mladih svet stoji torej upanje je. Poglejmo si. Že več kot 10 let mladina Slomškovega doma peče potico za Veliko noč. Ideja je nastala tako, da slovenska skupnost v Argentini in mladi nadaljujemo s kulturo, tradicijo in slovenskimi navadami in seveda po sveti maši delimo skupaj velikonočni zajtrk v Slomškovem domu. Naučili so nas razni člani Slomškovega doma, to so Paulinka Dobovšek, Angelika Smole, Alek Cesnik in Edith Cesnik in tudi Janko Koželjnik je tudi večkrat pomagal, ampak sedaj smo se že naučili in sami delamo potico, seveda sledimo recept. Ja, precej zahtevno. Prva leta je bilo malo bolj zahtevno, malo bolj težko, ampak zdaj, ko smo se že naučili, pa je malo lažje. Najbolj pa nam je to všeč, da delamo potice po skupinah in se tudi med tem pogovarjamo in zabavamo. Pečemo potico za velikonočni zajtrk v Slomškovem domu za približno 150 ljudi.
Pri zajtrku se postreže potica in tudi žegen, in nekatere potice se tudi zaprodajo. S tem ohranjamo slovenske šege in navade, ki so nam podelili naši stari starši. Že 75 let, ki praznujemo praznik Velike noči po slovenskih navadah. Namen mladih je nadaljevati še drugih 75 let in še več. Videli smo mlade z Buenos Airesa, kako pečejo potico. Profesor dr. Janez Bogataj, kot sva rekla, če gre z mladimi to naprej, potem se ohranja naša tradicija, istovetnost, kot ste rekli. Ja. In kaj bi jim vi sporočili vsem tistim, ki gradijo ta kulinarični most? Ja, mogoče najprej to, kar sva v samem pogovoru pozabila izpostaviti. Potica je vedno okrogu zvitek, z luknjo v sredini, pečen v pekaču potičniku. In ta pekač ima obodno steno, ki je lahko narebrena, v tem primeru morajo biti rebra pravokotno na dno ali pa gladka. Večkrat pa zasledimo ravne potice, tudi rečejo potice, to pa niso potice, to so pa že štruklji in sicer pečeni. Zgodba o štruklih je seveda še večja in tudi ena od pomembnih slovenskih značilnosti. In to zgodbo bova tudi pletla v nadaljevanju. Tako, ja. Hvala vam.